Ampak zdaj smo v bistvu navidezno, se meni zdi, da pravzaprav so se ponovno kar sama vrnila k dvema nezdružljivima zadevama. A ne? Po eni strani imamo malo zdravo hišo in si že sam omenil, da to pomeni kvalitetnejši materiali. Po drugi strani smo prej govorila, da če želimo graditi dostopna stanovanja, materiali ne rabijo biti dragi. Kako gre to dvoje sploh skupaj? Oziroma, a se da zgraditi zdravo hišo z nekimi normalnimi materiali? Da. Da. Da se. Zato, ker ne moramo kupovati, a veste, za nižjo ceno najdražjo lokacijo. Se pravi, da se zgraditi, ker vstopna cena zemljišča mora biti nižja. Potem pa tudi, a veste, ko gradimo, je treba dobro sprojektirati. Mi smo eno stavbo preprojektirali po enem arhitektu in smo pridobili 400 kvadratov sam na hodnikih, a veste. Tako da, veste, jaz bi tle rekel, da sama arhitektura bo prišparala, samo zemljišče bo prišparalo, a ne? In tudi materiali, a veste, ne smejo biti luksuzni. Predvsem morajo biti svetlobno, dobro splanirani, a ne? A veste, sama rekuperacija, ki bo čistila delce, ni draga. A veste, in če se že postavljajo te stvari v osnovi na začetku pravilno, to ne bo drag produkt, sam bo pravilno zastavljen. In a veste, mi vsi prodajamo isto na našem trgu nepremičnin. Jaz sem tudi investitor, sem v skupini investitorjev, kjer gradimo, imam manjši share, zgradimo, prodamo. Super, delamo, probamo napolniti, kakor se da. Zelo težko je, birokracija je zelo težka, a veste, sosedji razni, civilne iniciative nas omejujejo, da bi mi zadostili čim večje število na trgu. Težko je, ne? Ampak, a veste, bi pa rekel, da še vedno nimamo posluha, ali pa za mene nimajo vsi posluha, kaj pomeni to zdravo bivanje, o katerem sem prej govoril, in da bi naredili produkt na slovenskem trgu tudi za višji razred, z bazenom, z sobo za goste, z savno. Jaz pa vem, imam že idejo in tudi načrt, kako to narediti z nizkimi stroški, ki jih Slovenc noče plačati. Imel bi bazen, pa ga nočem plačati. No, ta produkt razvijam. Imel bi bazen, pa ga nočemo plačati. Tako je. Enkrat mi je ena državna odvetnica tik pred koncem svoje kariere rekla, razvpita sicer Slovenka, zelo je velikokrat kaj povedala komu nazaj. Tukaj smo imeli en klub pod našimi pisarnami, ki je bil VIP klub nekaj časa. In ona rekla, tole bo zaprl v 3 mesecih. Ker VIP-ovci v Sloveniji mislijo, da če so VIP-ovci, pomeni, da bo imel vse zastonj. Ti ne moreš imeti kluba, ki bo delal na VIP-u, ker VIP-a noče nihče plačati. In to je zdaj nekaj podobnega, kar si ti rekel. Imel bi bazen, pa ga nočemo plačati. Imel bi varnostnika, imel bi varovano, oziroma kako naj temu rečem, 24/7 sosesko, ampak to je treba plačati. Dam primere, lejte. Dam Vilo Urbano, a veste, tam je en gospod, ki sedi, pa pogledate recimo Schellenburge, so visoki stroški, ker en gospod sedi, od Mišiča, Gašparja in super projekt v Portorožu, a veste, tam so imeli tudi konsjerž, pa to, pa so ga ukinili zaradi tega, ker noče noben plačati, ne. In recimo, če pogledate od gospoda Jarca, ki Murgle zelo veliko gradil, ne, on je naredil en velik bazen, sicer mogoče prevelik za to, ampak veste, ga je mogel oddeliti pa posebej prodati, ne. To ne gre. Jaz sem sicer sodeloval na enem projektu, ki bo nekaj prinesel tazga, ampak niso razdelali čisto do konca na način, kot imam jaz v glavi. In jaz v bistvu, kaj želim spremeniti? Želim spremeniti, da bi lahko z dobrim planiranjem investitor lahko zagotovil določene prostore v tej kvadraturi, ki bi bila malo priračunana pri ceni, da ljudje imajo bazen, da ljudje imajo, to se zelo pametno da narediti, če se ne izgublja po hodnikih in tako, ne. In sama doba, v kateri živimo, dovoljuje digitalizacijo, avtomatizacijo teh procesov in bazena in savne in fitnesa. Tako da treba je to zdaj združiti skupaj, upoštevati novo direktivo in jaz mislim, da ti naši investitorji, ki se z mano tudi o tem pogovarjajo in to planirajo, vse bolj razumejo. Ker starimi projekti pa starimi produkti boste zamudili sploh evropsko direktivo. Se boste vse zamudili, se bojo stanovanja spet stara. Ne bojo dosegala tega certifikata. To bo čez 2 leti. Ne? Ok, zdaj, glede na to, da si tudi sam investitor, kako prisiliti, prav gotovo ni dober izraz, ampak kako prepričati investitorja, da bi gradil stanovanja, kjer dobiček pri prodaji ni absolutno merilo. Kajti, če je dobiček pri prodaji absolutno merilo, potem želiš zgraditi poceni, tako da pač na nek način zgleda, ko prodajaš,
potem pa iz tega dobiti čim več in potem te več absolutno ne zanima, kaj se s temi stanovanji dogaja čez 2-3 leta, da ne bom rekla, kaj v času solidnosti gradnje 10 let. Res. Mi imamo tudi problem tudi s kakšnimi napakami, ki se pojavijo, kakšna naknadna voda. Kje jih pa nimamo? A veste, to je treba biti pošten pa povedati. Ni objekta, da nima napaka, ne. Zdaj nekaterih imajo več. Kako je način, kako se odpravljajo, to je drug način. Ampak vseeno, jaz mislim, da dejansko investitorji lahko, a veste, problem je, da je ves sistem v Sloveniji drag. Zemljišče je najdražje, papirji so dragi, komunalni prispevki je drag, a veste. Nekaj časa nazaj smo imeli železo, beton, pa se veste, cene je take, da zdaj se to malo umirilo. Ampak dejansko je pa meni tudi žal, da je Excel vedno gonilo. Excel tabela je gonilo tega projekta. A veste, jaz zato iščem in se tudi pogovarjam z večjimi investitorji, kjer bi naredili, da je gonilo Excel, seveda, normalno, ampak bi naredili tudi brand pa produkt, ki bi šel iz projekta v projekt, kjer bi ljudje potem šli z nami naprej vse projekte in bi se nam to na dolgi rok zelo bolj poplačalo, kot kratkotrajno graditi navadna stanovanja. Če bi ti moral dati zdajle en nasvet nekomu, ki razmišlja o nakupu nepremičnine za svojo družino. Denimo, da smo stari, koliko rečeva, da ne bom jaz v svojem umilnem mehurčku rekla neumnosti, 35 let, in da se nam zdi, da je čas, da postanemo lastniki nepremičnine. Kaj je dober projekt? Prvo poznati svoje želje. Kaj to pomeni? Prvo moraš poznati svoje želje in razmišljati predvsem o svojih potrebah. In kupovati nepremičnino ne kot produkt, ampak kot potrebo izpolnitev svojih potreb, svojih želja, svojega življenjskega stila. Se pravi, zelo enostavno je, ne. Pač zakaj siliti v center mesta, če pol otroke pelješ rad mogoče malo v naravo in to. Zakaj pa siliti na vas, če veš, da si mestni človek? To je prvo tisto osnovno, moj nasvet osnovni. Ne. Da ne fališ, ker kaj se ti dogaja? Najbolj pomembno je, da stanovanje izpolnjuje tvoje osnovne želje. Ne. Če se le da. Ampak to pa lahko, ne. Se pravi, imamo za 200 000 evrov hišo na Zaplani, majhno hiško, ali pa imamo 200 000 evrov v mestu malo dvosobno stanovanje, ki ga že ni več, zdaj garsonjer, ampak govorim pa 250 pa 300, ne. Pa imamo 300 000 malo hiško na Zaplani, pa imamo 300 000 malo stanovance. Zdaj prav, mestni človek ne gre v mesto, človek, ki ljubi naravo, ne gre v to hiško. To je ta osnova, ki bi jo jaz, vedno. Pol pa te možnosti nam pa dovoljujejo, na žalost, ali ne dovoljujejo tega, ne. Ampak če se jaz zdaj preselim v eno hišo na Zaplano, ki bi uresničevala moje potrebe, življenjski stil, se moram jaz vsak dan pripeljati v Ljubljano in bom izgubila na cesti 1 uro, tja in nazaj najmanj. A je potem Zaplana še vedno opcija? Je, zato ker določene družine hočejo živeti to pravo zdravo življenje. In se peljejo, in to ni problem, cela tujina se vozi, ne. In se peljejo, ampak potem, ko pridejo domov, pa imajo ta košček svoje oaze, ta raj, se pravi, pol pa imajo tisto lep pravo življenje, ki gre otrok ven na travo, v pesek, ne pa iz bloka na pločnik in ne bom rekel, a veste, da ima kakšne možnosti, kaj bo postal slabega, ampak večje možnosti je, da otrok postane narkoman na pločniku v centru mesta, ki to gleda, ki se v parku špikajo, kakor na vasi, ki bo tam kmeta gledal, ko obrezuje, pa z otroci laufal za kokošmi, ne. A je tako? Verjetno. Mislim, govorim, ne, saj mi nimamo takih ekstremov, ampak govorim, na splošno sem dal ta primer in dosti ljudi se odloča tudi za zdravo življenje ven, na račun pač neke vožnje, ne, kar je pa normalno. A veste, to je normalno, glejte, ljudje živijo na Bledu. Zakaj ljudje živijo na Bledu, pa se vozijo v Ljubljano? Ker je lepo. Ja, zdravo, lepo, noro, ne. Tako da, to so neke stvari, se pravi, vse pa res povezano na žalost s financami, s sistemom, v katerem živimo.